Ja, pozdravljeni ponovno vsi skupaj na mojem kanalu Greg's Court. V bistvu je že nekaj dni minilo od prijateljske tekme v Stožicah med Slovenijo in Hrvaško, v kateri sem tudi kot gledalec prisostvoval. In moram reči, da sem v bistvu zelo užival. Najprej zaradi tega bi rekel, ker sem se po zelo dolgem času vrnil na košarkarsko tekmo, v kateri sem zraven kvalitetne košarke lahko užival tudi v res izjemnem vzdušju, česar smo vsi skupaj v tem čudnem času verjetno še najbolj pogrešali. No? Tako da lepa kulisa, navijaška, dva zelo dobra nasprotnika in pa seveda Luka Dončić v dresu državne reprezentance po nekaj več kot 3 letih. Tako da dober, odličen recept za eno res prijetno noč. In ja, imeli smo gledalci tako na licu mesta kot tisti pred ekrani kaj za videti. Že sam naslov moj pove, da je Luka dobil točno to v sami reprezentanci, kar on potrebuje za svojo igro. No? Pa da malo razširimo zadevo. Luka ni blestel strelsko, teh 10 točk, nič posebnega, je pa zato zbral prav neverjetnih za evropsko sceno 17 asistenc in to kakšnih. Ne? Dobil je v reprezentanco novega soigralca Mikea Tobija, s katerim je na samem uvodu odlično sodeloval. Alley-oopi so leteli eden za drugim. Praktično je ta naveza dokazala, da bo velik kamen spotika je v bistvu zdaj na robni zrak, da bo trd oreh, no, tako da rečem, za vsako reprezentanco, ki bo skušala tole braniti. Ne. Izkazalo se je, da je Mike Tobi center, ki rabi žogo v pravem času na pravem mestu. In v bistvu je zelo enostavno izgledala tale naveza, ker Luka je pač navajen podobnih zadev, predvsem iz prve, mogoče celo tudi druge sezone pri Dallasu, ko sta odlično sodelovala z Dwightom Powellom. No. On je dokaj podoben glede tega, mogoče še nekoliko bolj atletski, pa vendar Mike je skakal kot skokica, no, da tako rečem, in ujel praktično vse žoge ob obroču in v bistvu dokaj spektakularno zaključil. Tako da tale naveza nas lahko zelo veseli, kajti če bi tudi mogoče nasprotnik odkril, zdaj boste igrala na to noto, se pravi visoke podaje, dajmo tole preprečiti, postavimo se malo bolj v raketo. Ja, bo pa Luka vzel žogo, pogledal malo več proti obroču, pa bo z pol distance, z distance ali s prodorom zaključil sam. Tako da samo tukaj se pojavita v bistvu dve zelo nevarni situaciji za nasprotnika, za nas pa prav prijetne sladke skrbi. No. Zraven tega imamo še tukaj vsaj enega vedno vročega šutera, če ne vsaj 2 ali celo 3, ki čakata na svojo priložnost na strani ali mogoče s kakšnim backdoor utekavanjem. Predvsem Zoran Dragić tukaj z tem utekavanjem prednjači, zelo dobro izkorišča takšne situacije. Na strani pa na svojo žogo čakata Jaka Blažič, Edo Murić in pa potem tudi Klemen Prepelić, ki je svojo zadnjo predstavo, pa bom rekel tako v obrambi kot napadu, nakazal, da je motiviran, mogoče bolj kot kdorkoli, grebel se v obrambi, v napadu pa zadeval mete, ki se ne nazadnje od njega pričakujejo, pa je to potem seveda vse prej kot lahka naloga, seveda je treba nalogo izvršiti. Seveda gre za prijateljsko srečanje, ampak Klemen je nakazal, da je v zelo dobri strelski formi, zadeva 7-8 metrov, da ne rečem tistega meta z polovice. Tako da tukaj se pojavlja nova težava za nasprotnike. Seveda bomo morali tudi mi delati na marsičem, recimo v obrambi, mogoče Luka v tem trenutku še stoji malenkost preveč na celih nogah, kot radi rečemo. Nazadnje smo pustili Hezonju, da se razigra. Dobro, niso se toliko ostali, zmaga je ostala, se pravi, gre za prijateljsko srečanje, ki je v bistvu dalo največ neke samozavesti našim igralcem, da so trenutno v dobri formi in pa da morajo le držati še to do naslednjih 2 tednov, ko bo vse skupaj že v bistvu zaključeno. No? Tako hitro se bo vse skupaj odvilo.
Luka je igral v tretji predstavi, kot je rekel trener Sekulič, ki je zanimivo izjavo podal tudi na enem izmed zadnjih treningov, ko je dejal, da tudi trenerje dela boljše na treningu. No? Tako da zelo zanimiva izjava. Ravno takšna pa je tudi Klemna, ko je rekel, da ste se po srečanju pogovarjala z Luko in je Luka dejal, da v bistvu zelo uživa v reprezentanci, v igranju s temi fanti in mislim, da je tole zelo dober znak, nekaj česa se lahko navijači zelo veselimo. Očitno je, da v reprezentanci vlada odlično vzdušje, kar so potrdili tudi za novega fanta, Miha ga eni poimenujejo, no, se pravi za Majka Tobija seveda gre. Tako kot smo ugotovili, tako odličen igralec kot tudi karakterno. Skratka, mislim, da se bo vse vezje reprezentance vrtelo okoli Luke, nič drugega ni bilo niti pričakovati. Pomembno pa je, da ima on zraven sebe te faktore, ki delajo igro boljšo, bolj povezovalno, se pravi, dobil je nekoga, ki bo lovil njegove žoge okoli obroča, dobil je krila, ki odlično zadanejo, morda še kakšen protinapad pogrešam. Sicer pa ja, obrisi so narejeni, še mislim, da 8 treningov je pred našo reprezentanco, ki trenutno nadaljuje na Bledu oziroma Radovljici, potem pa že v petek sledi pot v Kaunas in kmalu začetek. Ja, ste spremljali zadnje srečanje, kako ste vi videli tekmo? Kaj vam je najbolj stopilo v spomin, kaj bi želeli, da se popravi, kaj pravite za Luko, kaj pravite morda za ostale fante, to je pa vaša priložnost v komentarjih, katere bom kot vedno znova vesel. Do naslednjič, to je bil moj jubilejni 10. podcast, se slišimo na mojem kanalu. Hvala, da me spremljate, lep preostanek dneva, poskrbite za senco, vroče je, lep pozdrav.